Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Goran Dragič, Luka Dončić in drugi naši fantje so po 7 tekmah zapored še vedno neporaženi na Evropskem prvenstvu v košarki. Jaz sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo VV Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. Danes bomo za vas komentirali, zakaj in kako gospa Angelca Liković, ena od najbolj znanih, pa tudi ena od najbolj razvpitih Slovenk, kandidira za predsednico republike na listi nove politične stranke, imenovane Glas za otroke in družine. In še enkrat pogledali, kako so sinoči naši košarkarji premagali Latvice in se uvrstili v polfinale. Angelca Liković velja za eno od najbolj znanih, pa tudi eno od najbolj razvpitih, če ne celo za eno od najbolj zloglasnih Slovenk. Med te zadnje, najbolj zloglasne, bi jo zagotovo uvrstile radikalne feministke, pa tudi novinarji ali mnenjski voditelji na politični levici. Vsaj po tisti famozni oddaji Tarča na TV Slovenija, kjer je gospa Liković dejala, da naj tudi posiljene ženske rodijo, namesto da splavijo. Njena kariera je pravzaprav fascinantna. Od učiteljice do ravnateljice na ljubljanski osnovni šoli Majde Vrhovnik, do državne sekretarke na šolskem ministrstvu in komentatorke resničnosti šovov, danes pa celo kandidatke za predsednico države. Vmes pa 1001 zanimiva medijska afera, pa tudi izjava. In danes je Angelca Liković tukaj v oddaji VV Faktor. Z nama pa je tudi naš stalni komentator, profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti, nekdanji minister, politični analitik Matej Lahovnik. Dobrodošla, Matej in Angelca. Ker se z obema poznamo, si bom jaz pač drznil vaju v oddaji tikat. Ampak predno gremo k debati, bi predlagal, da pogledamo 4 različne videoprispevke, ki nam v bistvu pokažejo ta različna obdobja kariere Angelce Liković. Najprej pogledamo, kako je bila, ko je še delala v šoli in bila ravnateljica. Dober učitelj je imel nekoč in tudi danes avtoriteto. In vedite, da vsakdo ne more biti učitelj. Imamo ogromno dobrih učiteljev, ki znajo postaviti meje, tudi staršem, in znajo postaviti svojo avtoriteto tako, da vedo starši, dokje je njihova meja in kje ne. Jasna pravila. Res pa je, danes je družba na dnu in vsi iščejo samo pravice, tako otroci kot starši. Zato je treba jasno v začetku leta staršem povedati, da tukaj so pa učitelji strokovnjaki in starši se v šolo v ocene ne morejo vtikati, lahko pa zelo veliko pripomorejo k boljšemu vedenju, ker je zelo velik problem pri naših otrocih vedenje. Zato sem zelo navdušujem, da bi nazaj upeljali ocenjevanje vedenja, ki je veliko pripomoglo, da je bil v pouku večji red in večja disciplina. Vendar žal nova bela knjiga tega ne prinaša. Rekla bom, danes gre vsakdo lahko za učitelja. To ne bi smelo biti. Časi so bili sprejemni izpiti. Danes bi mogel biti učitelj tisti, ki ima resnično prirojene dispozicije in ljubezen do otrok. In tak učitelj nima probleme z avtoriteto. Jo nimi nekoč in jo tudi danes nima. Imamo zelo veliko dobrih učiteljev, slabi učitelji pa ne povedo javno, ne ravnatelju, ne s kolegom, da imajo probleme in taki pa naj gredo iz šol ven in dobimo boljše učitelje. Dobro, to je bila Angelca Liković v času, ko je še poučevala, oziroma ko je vodila šolo. Zdaj pa pogledamo, kako se je znašla pred leti v pogovoru z najbolj znano slovensko porno zvezdo Latojo. Odgovori mi, kako boš otrokom to tolmačila, da si to leta in leta počela, zakaj si počela. Angelca od svojih načel ne odstopa. Da moj mož in vsi možje to zastonj dobijo, pa zastonj gledajo in se vse lahko gledajo, zastonj ne treba nič plačevati. Po 47 letih zakona je spolno še vedno aktivna, opozarja pa, da se je odnos do spolnosti skozi čas spremenil. Danes pravi, so mladi za marsikaj opeharjeni. Mi smo šli po stopničkah, zdaj pa prezgodaj gredo direktno v seks in so potem razočarani. Dobro, vidimo tu nekaj strokovnih vprašanj okoli seksa, gospe Liković. Zdaj pa gremo še v tisto oddajo Tarča, na kateri je pač Angelca Liković tako razburila del slovenske javnosti v zvezi z njenimi izjavami o splavu. Mislim, da je to bilo oktobra lani, poglejmo. Je finančno-stanovanjske problemi, To se pravi, tukaj je na poti država. Država mora zagotoviti našim staršem, da lahko rojevajo otroke. Drugače bomo propadli. To je nujno. Drugače pa moram povedati še dr. Kožuhovi, resnično vsak otrok je spočen z ljubeznijo,
razen tisti, ki so posiljeni. So pa nekatere ženske pa posiljene, ampak tudi tem posiljenim ženskam je treba pomagati, da rodijo otroke, ker potem bodo srečne, tiste posiljevalce pa lahko kaznujemo od 1 do 10 let zapora. V kakšnem primeru bi vi dovolili splav? Jaz moram povedati, da bi dovolila sprav samo v primeru, če je resnično ogroženo življenje mame in tudi otroka. Ne samo v tem primeru, drugače pa pustimo življenje tem dojenčkim in nerojenim otrokom pravice do življenja. In jaz se bom borila resnično, kolikor sem mogla, za Slovenijo, ki bo dovolila nerojenim otrokom pravice do življenja. Dobro, zdaj pa pogledamo še video, ker se Angelca Likovič prvič pojavi v vlogi kandidatke za predsednico države, oziroma ko ona pove svojo kandidaturo. Likovičeva bo kandidatka stranke Glas za otroke in družine. Če bo izvoljena, bo ena od njenih prednostnih nalog vrnitev koroških dečkov starim staršem. Prav tako si bo prizadevala za pomoč revnim družinam in izboljšanje položaja mladih. Mnogo družin imamo v stiskah, treba jim je finančno pomagati. Jaz moram povedati, če bom predsednica, jaz ne bom dobila niti ene plače. Jaz imam dovolj, sem življenje naredila z mojim možem, imamo dovolj zadev, jaz bom celotno plačo, če bom 5-letni mandat namenila družinam v stiski. To obljubljam danes. Angelca, videli ste te posnetke, zdaj jaz ne vem, mogoče si jih občasno celo sami pogledate, ne? To vas ne poznam, ampak povejte mi, a vam je kdaj žal za kakšne izjave, recimo takšne, ko ste jih rekli pred leti, zdaj recimo, ko ste pač kandidatka za predsednico države? Bi kdaj mogoče kaj drugače povedali, recimo? Veste, kako je, jaz kar rečem za tem, kar stojim. Jaz rečem iz srca, to je moje gledanje, jaz hodim po svoji trdni poti, sem trdna v svojih izjavah in to svoje izjave zastopam. Nič, kar je bilo zdaj pokazano, za nobeno izjavo se ne obžalujem, za temi izjavami še danes zelo trdno stojim. Se pravi, nič ne bi diplomatsko spremenili, ne? Če pa razumem. Ne, nič ne bi spremenila. Jaz se me poznajo ljudje, jaz sem zelo direkten človek, ne? In ne znam filozofirati, ne znam to, jaz imam svoje gledanje, predvsem pa poslušam glas srca in veste, da celo življenje sem delala z mladimi, z družinami in to je moja prioriteta. Otroci, družine, starši. Ampak zdaj so to 4 zelo različne zgodbe. Ne? To je malo kateri človek pravzaprav ne doživi, bom rekel, tako različna, kako bi rekel, karierna ali pa poklicna obdobja. Ne? Vodene šole, recimo sodelovanje v resničnosti šolih, ne? Recimo tukaj vidimo poučevanje ponese o seksu in tako dalje, ne? Potem neki govori o splavi, pa zdaj kandidatura za predsednico države. A ste si recimo takrat, ko ste bili, ne vem, učiteljica, ravnateljica, ste si kdaj mislili, da boste nekoč kandidirali za predsednico države? To pa nikoli. Moram povedati, življenje prinese razne dogodke. Jaz nisem nikoli načrtovala, kaj bom v življenju, kako bo. Vse je prišlo spontano, tako da sem iz učiteljice potem bila pedagoška svetovalka, inšpektorica, ravnateljica. To je prišlo spontano. Sprejela pa sem te izzive zelo, bom rekla, odprto, ker vem, da človek mora menjati službe, če hočeš napredovati ne skozi na enem mestu, ker vsaka novo delovno mesto prinaša nov izziv, tako da sem zadovoljna, da sem menjala toliko delovnih mest, ampak nitka pa je bila vedno otroci, družina, starši. Matej, zdaj ti si pač spremljal neverjetno vstop Angelce Likovič v to predsedniško kampanjo. Ne? Zdaj vsi ti kandidati oziroma kandidatke imajo neke določene programe. Ne? Kako recimo ti gledaš na to, bom rekel, neko zelo konkretno programsko točko, ki jo je pač povedala Angelca pred javnostjo, to je, da bo recimo, če postane predsednica države, rešila 2 koroška dečka. Ne? Kako je to pa možno, recimo, da nek politik gre na volitve postavi tako neko konkretno točko, ki se mi zdi, da je z vidika predsedniške funkcije pa zelo težko izvedljiva, ne? No, predsednik seveda nima teh pristojnosti, da bi lahko to neposredno izvedel ali od organov to zahteval, ima pa neko simbolno moč in verjetno je mislila predvsem v tej smeri, da bo pozvala institucije, da pač vrnejo ta 2 dečka starim staršem. Tako sem jaz predvsem razumel njeno izjavo. Sicer pa bi rekel, da gospa Angelca Likovič bi seveda lahko mirno imela njeno predvolilno geslo brez dlake na jeziku, ker dosledno pove tisto, kar misli, zastopa vrednote in prepričanja, ki jim očitno sledi že seveda dolga leta. In jaz njeno kandidaturo vidim predvsem zelo koristno tudi za gibanje Aleša Primca oziroma zdaj stranko Glas za otroke in družine, ker so seveda z njeno kandidaturo dobili tudi nek medijski prostor. Gospa je prepoznavna kandidatka,
Do sedaj se je ta stranka povezovala predvsem z gospodom Primcem, sedaj pa bojo na nek način stopili prvič tudi na slovensko politično sceno. In jaz seveda te predsedniške volitve, moram reči, gledam bolj kot neko predigro pred parlamentarnimi volitvami. Moram reči, da javnomnenjske ankete, tako tiste prirejene kot tiste realne, kažejo, da bo Pahor seveda zmagal, bodi si v prvem ali drugem krogu. Mislim pa, da so te druge kandidature izjemno pomembne z vidika parlamentarnih volitev. Zanimivo bo spremljati, koliko glasov bo denimo dobila gospa Angelca Likovič, koliko Ljudmila Novak, koliko recimo gospod Marjan Šarec, ker seveda vsak odstotek, ki bo nek signifikanten, bo seveda veliko pomenil za stranko gospoda Primca. In seveda dobro, to se jaz načeloma recimo strinjam, ampak slišim pa tudi recimo številna druga mnenja, da bi bilo recimo za stranko, katere članica je pač Angelca Likovič, mogoče boljše, če bi kandidiral Aleš Primc za predsednika, ne pa gospa. Po eni strani je to mogoče lahko res, ampak jaz mislim, da vendarle predsedniška funkcija je taka, da na nek način tukaj Aleš Primc mogoče ne paše tako zraven kot pa gospa Angelca Likovič, predvsem na ta predvolilna soočenja, kjer bo zagotovo dala nek dodaten poper v to predvolilno juho, če lahko tako rečem. Ona je znana potem, da odkrito, jasno pove, kaj misli, in zagotovo bodo predvolilna soočenja precej bolj gledljiva, kot bi bila brez nje. In meni se zdi z tega vidika to, da so kandidirali njo, logično, predvsem zato, ker verjetno Primc tudi noče, da se vse skupaj personificira ta stranka v njem in želi izpostaviti tudi druge obraze, in to je v tem primeru tudi naredil. Mislim, njena kandidatura je recimo predvsem bolj logična kot pa, ne vem, kandidatka Slovenske ljudske stranke, za katero še jaz recimo v življenju nisem slišal in me prav zanima, kako se bo obnesla. Po drugi strani pa recimo tudi nekateri drugi kandidati. Marjan Šarec, jaz mislim, da so sicer verjetno mokre sanje Milana Kučana, da lahko premaga Boruta Pahorja, ampak seveda za to nima možnosti. Ampak bo te predsedniške volitve izkoristil predvsem za test, ali lahko kaj več doseže tudi svojo stranko na parlamentarnih volitvah. Tako da zagotovo so te kandidature zelo pomembne in bodo prvi resen test pred parlamentarnimi volitvami, kam se obrača volilno telo. Angelca, boste kaj to... Rada bi sem to rekla, jaz sem zelo vesela, da imamo stranko Glas za otroke in družino, ker to je resnično meni na kožo pisana stranka. Takoj, ki se je ustanovila... Kakšno funkcijo pa imaš zdaj ti, Angelca, v tej stranki? Jaz sem samo članica za enkrat v izvršilnem odboru, članica izvršilnega odbora, tako da se kar veliko pogovarjamo tam. Ampak mislim, da je to tista stranka, ki je prav, da je prišla med Slovence in Slovenke, da bomo več delali za naše mlade, da ne bodo odhajali v tujino. Mi se borimo, da bodo dali mladim pogoje, delovna mesta, stanovanja, da bodo lahko rojevali otroke premalo. Tako da mislim, ta stranka je na kožo pisana meni in mislim, da veliko večina Slovenci in Slovenke bodo nas podpirali. Je pa Matej prej omenil ankete, ne? Zdaj, on je rekel, kako je rekel, prirejene oziroma neprirejene ankete, kako, ne? Zdaj, jaz sem videl recimo eno anketo, ki jo je očitno nekdo naročil, ne? Na njej je bil tudi Slavko Bobovnik, ne? Sej verjetno sta jo tudi oba dva videla, ne? Ampak zanimivo je to, ne? Bom rekel, da je na njej, tej anketi sicer še ni bilo Romane Tomc, ne? Ki je v bitko potem stopila kasneje, ne? Na listi stranke SDS, ampak zanimivo tej anketi je, da ste vi, oziroma da si ti, Angelca, prej zadnja, ne, če se jaz prav spomnim po spominu, tam okoli 2 točki imaš, ne, daleč za tabo je pa Maja Makovec Benčič, ne, kandidatka sicer zdaj vodilne stranke SMC. Kako pa tolmačiš to situacijo, recimo, Matej? Jaz moram povedati, na te ankete jaz dosti ne dam, ker to je prilagojeno, verjemite mi, da je prilagojeno, jaz sem poslušala to po radiju, potem po drugi strani so pa rekli, da sem najbolj prepoznavna, ta tretja v Sloveniji, sem prepoznavna med Slovenci in Slovenkami, prvi je Pahor, drug ne vem, kdo je, tretja sem jaz, ne. Po prepoznavnosti, ali kako? Ja, po prepoznavnosti. Tako da jaz v te ankete dosti ne verjamem. Jaz grem smelo na volitve, moram povedati Slovenci in Slovenke, pokončno, s ponosom, Glas za otroke in družine. Vi se boste pa odločili, roka je pa njihova, ne? Kar se bodo odločili, volivci so tisti, ki dajo svoj glas, komur želijo. Še mogoče to okoli anket, zdaj Mateju? No, jaz če lahko dodam, kar se tiče Maje Makovec Benčič in njenega rezultata, meni se zdi ona bolj Ti si mislim, da tvitno, da bo nekje dobila okoli 2%, ne? Ja, mene spominja to na tisto kandidaturo kolega profesora Bogomirja Kovača, ko je LDS kandidirala njega, dejansko so pa podpirali na volitvah Milana Kučana. Takrat in je, mislim, da Bogomir Kovač dobil 2,7% in mislim, da nek podoben odstotek bo dobila tudi
Maja Makovec Brenčič, ne glede na to, koliko energije bo vložila v to kampanjo. Dejstvo je tudi, da SMC je podpora močno upadla in da jih po zadnjih nekih anketah podpira samo še petina tistih volivcev, ki jih je podpirala na zadnjih volitvah, tako da podpora SMC-a bi danes verjetno kateremukoli kandidatu bolj škodovala, kot pa koristila v tem trenutku. Tako da jaz mislim, da ta bolj levica bo večinoma, nekateri tisti bolj skrajna levica bo podprla verjetno Marjana Šarca ali pa še kakšnega drugega kandidata, če se bo zdaj pojavil, medtem ko glavnina seveda teh glasov pa dobil verjetno Borut Pahor, ki, kot sem dejal, jaz pač vse kaže na to, da bo seveda glavno vlogo odigral tukaj Borut Pahor. Če se malo filmsko izrazim, bom rekel, Oskar za glavno vlogo je že naprej dan na teh predsedniških volitvah. Te stranske vloge seveda bojo pa izjemno pomembne z vidika parlamentarnih volitev. To pa je pomembno tudi recimo z vidika Ljudmile Novak. Če bo Ljudmila Novak dobila nekih 10% ali bistveno več na teh volitvah, bo s tem utrdila položaj Nove Slovenije. Če bo dobila 2, 3, 4%, se bo seveda postavilo vprašanje, ali je še primerna za to, da vodi Novo Slovenijo. Skratka, cel kup drugih vprašanj je v ozadju, ki so izjemno pomembna pri teh volitvah. Je pa zanimivo, da večina novinarjev, pa teh mnenjskih voditeljev in tako dalje, komentatorjev je ves čas govorila, vse do zdaj, da poleg Pahorja so se za predsedniško funkcijo pojavili tako rekoč, oziroma kandidirajo samo kloni. Ampak tisti hip, ko je recimo med kandidatke stopila tudi Maja Makovec Brenčič, na listi SMC, se je pa ta sintagma nehala. Zdaj nihče več ne govori o tem, da naj bi Pahor tekmoval samo z kloni oziroma klonesami. Ja, to je zelo zanimivo, tudi ta odnos medijskega prostora do kandidatov. Če pogledamo tudi gospod Likovič, kar precej je bilo zasmehovanja tudi na njeno vlogo v Big Brotherju in komentiranja teh resničnostnih šovov. Tukaj se je zdelo marsikomu sporno, češ da to kakor za kandidata bi lahko bilo sporno, oziroma kandidatko, ko je šlo pa za gospoda Šarca, ki je dolga leta igral vlogo Ivana Serpentinška, pa ni bilo s tem nič narobe. Jaz seveda mislim, da ne z enim in drugim ni nič narobe. To so ta dvojna merila, kako ne? Dvojna merila v Sloveniji. Jaz mislim, da in z enim in drugim ni nič narobe. Če se ljudje znajdejo v različnih vlogah, je okej. To, da te vprašam, Agenca, kako pa se ti recimo počutiš v takih očitkih, recimo, da pač očitek, da si pač nastopala, komentirala resničnost šove in da zaradi tega zdaj mogoče ne bi smela kandidirati za predsedniško funkcijo. Kako pa ti dojemaš sama pa sebi take očitke? Jaz moram povedati, vsak ima pravico. Moram povedati, da me ne prizadene. Ker jaz se zavedam, vsak ima pravico do svojega mnenja. Različnost je naše bogatstvo, kaj če bi vsi enako mislili. Da ima vsak pravico, jaz tudi recimo, ko mi kdo to reče, pravim, to je vaše gledanje, to je vaše videnje, jaz nobeno ne zamerim. Dobro, zdaj moram prekiniti, gremo na oglase, pa se vrnemo potem takoj k tej debati po oglasih.